Pozdravljeni. Morda ste že zasledili, da Stefano Domenicali namerava vsaj poizkusno uvesti sprint dirke. Predlog je že tako dozrel, da bodo o njem v kratkem celo glasovali. Poglejmo si skupaj, kaj o tem vemo in kakšna vprašanja se porajajo. Najprej bi, kot ponavadi, rad poudaril, da gre za moje osebno razmišljanje in da vsi podatki, do katerih sem se dokopal, so neuradni. Seveda, ideja o sprint dirki meni osebno je všeč. Najprej mislim, da bi morali dobiti malce bolj primerno ime. Namreč sprint dirka kot taka nam je poznana iz sveta Formule 2. Kjer imamo glavno dirko in nato sprint dirko, kjer tisti najboljši začnejo v obratnem vrstnem redu. In seveda mnogi izmed vas se boste sedaj vprašali, kakšna bi bila pa razlika v Formuli 1. Bistvena. Namreč v Formuli 2 imamo glavno dirko v soboto in sprint dirko, na kateri podelijo manjše število točk kot na tisti glavni, v nedeljo. Glavna dirka Formule 1 je v nedeljo in mislim, da od tega ne bo nihče odstopil. In tudi zgodba o obratnem vrstnem redu je bila že zavržena, kajti govorimo o Formuli 1. Tu bi se vsi borili, da bi bili na tistem mestu, katera bi naslednji dan peljala do pole positiona. Kakorkoli se bodo odločili pri Liberty Media in seveda ekipah Formule 1, bi rad poudaril, da po mojem osebnem mnenju, kolikor dve rahlo različni zadevi imenujemo z istim imenom, je velika verjetnost, da bo publika malce zamešala zadeve med seboj. A poglejmo si najprej, kaj pravzaprav vemo o tem predlogu, oziroma kaj se da sklepati iz raznih virov, kateri so dostopni vsem nam navdušencem. Najprej, ta sprint dirka naj bi se odvila v soboto. Ni še jasno, ali bodo tam delili točke za svetovno prvenstvo ali ne. Rezultati bodo vplivali na začetek dirke v nedeljo. Torej, tisti, ki bo zmagal v sobotno dirko, bo začel na prvem mestu dirko v nedeljo. In seveda, kako bodo začeli to sprint dirko po kvalifikacijah, katere se bodo zvrstile v petek. In sedaj se je pred nami odprlo celo morje vprašanj. Prvič, kaj bo s prostimi treningi? Namreč, ukolikor bodo kvalifikacije iz sobote šle na petek, pomeni, da vsaj en prosti trening, če ne dva, bosta dobesedno odpadla. Že tako ali drugače v sezoni 2021 bosta petkova prosta treninga skrajšana iz 90 na 60 minut. Ukolikor se izbriše tistega drugega, bodo ekipe izgubile glavni pokazatelj, kaj morajo narediti, da bolid pripravijo za kvalifikacije in seveda dirko. Po drugi strani je nekako jasno, da bi bila tista sprint dirka v obdobju sobotnih kvalifikacij. Govorimo, da bi trajala tam približno 1 uro in zato lahko smatramo, da bi bila dolga tam od 100 pa do 150 km. Kaj bi to pomenilo za pogonske sklope, njihovo življenjsko dobo? Bi ekipe sedaj lahko imele več elementov pogonskega sklopa na razpolago? O tem ne vemo nič. Namreč, zanimivo je to, da imamo kot predlog 3 dirke, na kateri bi poizkusno uvedli to novost. In te dirke so Velika nagrada Kanade, Velika nagrada Italije in Velika nagrada Brazilije. Torej, če pogledamo malce koledar, nam bo takoj jasno.
malce pred, malce po tretjini določenega dela prvenstva, kar pomeni, da bi bile ekipe z ali izrabljenimi elementi pogonskega sklopa ali z novimi elementi pogonskega sklopa. V mojem osebnem mnenju bi taka rešitev pomenila, da na koncu svetovnega prvenstva bi imeli kar nekaj voznikov s tistimi toliko osovraženimi kazenskimi mesti, ker bi porabili preveč elementov. A o tem danes bi težko sodil. Druga zadeva, katera se mi zdi izjemno zanimiva, je količina goriva, katero bodo imeli na razpolago razni vozniki. Seveda ne bodo začeli dirke s 110 kg, ampak bodo tudi tu posegli vmes strani organizatorja, oziroma zaradi tega, ker bodo lahko imeli na krog več goriva na razpolago, bomo videli tudi bolj divjo vožnjo. Zavedati se moramo, da ukolikor voznik bo imel na razpolago več goriva, bo tudi režim vrtenja motorja z notranjim izgorevanjem višji, kar bo, hočeš nočeš, vplivalo na njegovo življenjsko dobo. A to so zadeve, katere morajo prediskutirati na takih sestankih. Naslednja točka, katera je bila meni osebno izjemno zanimiva. Kaj bo s pnevmatikami? Namreč znan je postopek. Ekipa ima na razpolago določeno število setov, vsak voznik 13 setov, ukolikor je tista normalna procedura, na katero smo navajeni. Po vsakem prostem treningu vrne 2 seta pnevmatik. Tisti, ki se kvalificira v Q3, torej med prvih 10, vrne na to še 7. set pnevmatik. Vemo, da prvih 10 začne veliko nagrado na tistem setu pnevmatik, s katerim so se kvalificirali v drugem delu kvalifikacij. In kaj bo sedaj, kolikor upeljejo tako imenovano sprint dirko v soboto? S kakšno tipologijo pnevmatik bodo začeli to skrajšano dirko in s katerim setom pnevmatik bodo potem vozniki začeli tisto pravo nedeljsko dirko? Že tako, kot ste sami razumeli, je postopek izbora pnevmatik dokaj kompleksen. Ukolikor se vpelje še nove procedure, poizkusno seveda, zna marsikdo izmed publike zasovražiti Formulo 1, kajti postala bo preveč oddaljena od tistega, kar je sam do pred kratkim razumel. In tudi to mislim, da je velika težava, s katero se bodo morali spoprijeti tako pri Liberty Media kot pri samih ekipah. V člankih, ki sem jih prebiral, sem zasledil, da s to potezo bi se želeli pri Liberty Media nekako pritegniti publiko, da bo bolj zanimiva tista sprint dirka v soboto kot dosedanje kvalifikacije. Kot sem sam poudaril, take spremembe povlečejo za sabo kar nekaj težav, katere so pa rešljive. Naprimer, moj osebni predlog. Kolikor bomo gledali kvalifikacije v petek, v času drugega prostega treninga, se lahko formula vrne na tisto klasično, kjer bi vozniki imeli na razpolago naprimer 60 minut, da postavijo najboljši čas. Kombinacija kvalifikacij in prostega treninga, oziroma kvalifikacij, kot smo jih gledali, naprimer 40 let od tega. A seveda, gre za moje videnje, katero pač izhaja iz tistega malo, kar sem izvedel v določenih virih. A vseeno, gre za nek eksperiment, kateri se bo lahko pokazal tudi kot neuspešen. Vsi se še verjetno spomnimo tiste čudne formule kvalifikacij na izpadanje, katero so praktično izbrisali po enem samem poizkusu. A vseeno, ekipe morajo glasovati in mi, navdušenci, moramo tudi zvedeti, kaj so se tam zmenili. Do takrat pa hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.